Dober dan želim. V Državnem zboru delo nadaljuje preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Slovenska bančna luknja je po oceni nekdanjega viceguvernerja Banke Slovenije Sama Nučiča posledica finančno-gospodarske krize, ki se je k nam razširila iz ZDA in Evrope. Za težave v našem bančnem sistemu po njegovem mnenju niso eksplicitno krive banke, pač pa je šlo za splet okoliščin. Nučič je zagotovil, da je Banka Slovenije pri nadzoru poslovanja bank upoštevala takratna pravila in njeno ravnanje ni bilo nič drugačno kot v drugih evrskih državah. Slovenija je trenutno brez dveh ministrov, za gospodarstvo in za zdravje. Alenka Bratušek je na pogovor o morebitnem prevzemu zdravstvenega resorja povabila nekdanjega predsednika Računskega sodišča Igorja Šoltesa. Voditelji koalicijskih strank v večini izboru ne nasprotujejo. Prvak Državljanske liste Gregor Virant je ponovil, da se mu zdi Šoltes dober kandidat za ministra za zdravje. Kakovost je zanj pomembnejša od strankarske kombinatorike, torej tudi od tega, da utegnejo imeti ministra stranke, ki ni v Državnem zboru. Vodstvo mariborske občine je danes predstavilo dosedanje, po njihovem mnenju, vidne učinke obiskov Kitajske. Eno od tamkajšnjih podjetij naj bi se v Mariboru zanimalo za gradnjo tovarne baterij za avtomobilsko industrijo. Javno podjetje Snaga pa bi s Kitajsko sodelovalo v projektu ponovne izrabe in predelave odpadkov. Od sodelovanja s Kitajsko veliko pričakuje tudi Mariborska univerza. Ta bi rada krepila izmenjavo študentov in znanja. Po besedah vodstva občine se obeta tudi turistično sodelovanje, stekli pa so tudi pogovori za prodajo slovenskih izdelkov in pitne vode. Želi to podjetje v letu 2014 zagnati proizvodnjo na 5000 kvadratnih metrih proizvodnje površine, 1000 rabijo kvadratnih metrov pisarniških površin in zaposlili bi 200 do 300 ljudi. Mi bomo še na Kitajsko odhajali, ker enostavno moramo posle, ki jih odpiramo, tudi zaključevati. Odšli bomo pa tudi še kam drugam. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je novembra znašala 13%, kar je enako kot oktobra. Približno na enaki ravni kot mesec prej je ostalo tudi število delovno aktivnih. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila znova med mladimi do 24. leta starosti, in sicer 32,4%, kar je 0,6 odstotne točke več kot oktobra. Stopnja registrirane brezposelnosti se je tokrat znižala le v Koroški in osrednje slovenski statistični regiji. V policijski akciji Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ, so mariborski policisti med poostrenim nadzorom ugotovili 68 kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Poleg tega so ugotovili tudi 37 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu. 103 kršitelje so kaznovali z globo, 3 pa le opozorili. Po vsem svetu danes praznujejo dan religij. Pri nas je registriranih 42 verskih skupnosti, od katerih ima največ pripadnikov katoliško cerkev. Sledijo ji islamska skupnost in pravoslavna cerkev. Po mnenju direktorja urada za verske skupnosti Gregorja Lesjaka lahko verske skupnosti osmišljajo življenje posameznika. In še vreme. Jutri bo oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo deževalo. Meja sneženja bo na območju Julijskih Alp na okoli 800 metrov nad morjem, čez dan pa se bo dvigala. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V soboto bo pretežno oblačno, v zahodni in ponekod v srednji Sloveniji bo rahlo deževalo. V nedeljo se bo dež od zahoda ukrepil in popoldne širil proti vzhodu. Snežilo bo nad okoli 1400 metri, še bo vetrovno in zelo toplo za ta čas. Danes v dnevniku televizije Maribor. Velika prostorska stiska mariborske knjižnice, prikrajšani so predvsem uporabniki. Kljub veliki socialni in finančni stiski mnogi ne vedo, da lahko osnovna živila kupujejo tudi pol ceneje. Ocenjevanje kašnatih klobas in kako slastne tradicionalne kašnate klobase uvrstiti na naše jedilnike. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.